Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, v oddaji Županja z vami vas pozdravljamo z Vranskega. Naša gostja je namreč županja občine Vransko Nataša Juhart, smo pa v eni najbolj značilnih hiš na Vranskem, v Šventnerjevi hiši. Lepo pozdravljeni. Dober dan in dobrodošli. Torej, trg Vransko je pravzaprav povezan s praznovanjem. Ko je bil razglašen, takrat so bili Vranšani tako veseli, da so naredili veliko veselico bojda in spomina ta dan še danes praznujete občinski praznik. Res je, tako je. 14. maja so prenesli novico iz Avstro-Ogrske, da je vas Vransko povišana v knežji trg. In od takrat naprej imamo trg v Vranskem in to praznujemo z veseljem vsako leto 14. maja. In je prav, da tudi mi to obeležimo, vedno se moramo z veseljem spominjati naše zgodovine, oplesti naše čase in tudi tako misliti na našo prihodnost. S kakšnimi občutki kot županja praznujete letos? Lansko leto je bilo prvo, zdaj je že drugo, verjetno so tudi občutki malo drugačni. Občutki so zares drugačni. Lani sem v bistvu po pol leta že imela prvi občinski praznik. Nisem se mogla še pohvaliti s kakšnimi skupnimi dogodki oziroma dosežki, ki bi skupaj dosegli v tem času, odkar sem jaz županja. Letos pa je to čisto drugače, ker lahko povem že to, kaj smo uspeli mi v tem času, ker sem jaz županja, tudi mi skupaj postoriti in menim, da nam je šlo kar dobro. O tem bova govorili še v nadaljevanju. Seveda ste tudi letos pripravili cel kup prazničnih prireditev, morda kasneje tudi o tem. Mogoče pa, glede na to, da je jutri tista osrednja slovesnost na 14. Ja, tako, res je. 14. Ponavadi smo imeli konec tedna ta praznik, zdaj pa smo se odločili, da bomo to naredili ravno na 14. In to je jutri, v torek, imamo naš občinski praznik. Zvečer bomo imeli ob 8. uri slavnostnim programom in verjamem, da bo lepo tako, kot se za praznovanje občine spodobi. In spet bodo seveda v ospredju občinski nagrajenci. Kdo so letos? Ja, ponavadi smo imeli veliko raznovrstnih nagrajencev, priznanja, plakete, grbi. Letos pa prideta v ospredje dva nagrajenca še posebej in to sta dva častna občana. Letos bomo podelili dva naziva častni občan in to gospodu Vladu Rančigaju in pa gospodu Jožefu Turineku. Tako da letos imamo samo ta dva nagrajenca in verjamem, da bo cel večer še posebej njima posvečen, ker častni občan pa le ni kar tako postati. In verjamem, poleg vaših občanov, da ju poznajo tudi mnogi drugi. Torej, kako ocenjujete to letošnje opravljeno delo? Tisto, kar ste si začrtali v začetku leta, ste uspeli narediti? Bom rekla, da ja, v večini smo, kar smo si začrtali, smo izpeljali. Veliko planov imamo še naprej. Vemo, da je veliko projektov, ki potekajo tudi več let, da v enem letu ne moremo postoriti kaj. Ampak sem kar zadovoljna, mislim, da smo na pravi poti, razvijamo, skrbimo za napredek občine. Vzporedno bomo morali tudi skrbeti za povečanje vrtca, zato da bomo vzporedno skrbeli za tiste, ki se priselijo, da bomo lahko poskrbeli za njihove otroke in pa seveda tudi vzporedno za razvoj občine. Občinski svet deluje brez težav, torej svetnice in svetniki so večina z vaše liste, torej pri tem ni kakšnih težav, ne? Bom rekla, da so vsi zelo radovedni, da občinske seje tudi ne minejo kar tako, da dvignejo roke in je konec seje, daleč od tega. Verjamem, da se nekateri se sploh zelo poglobijo v te teme, ki jih prejmejo za občinski svet. Prav je, da se pogovarjamo, prav je, da zastavljajo vprašanja, da raziščemo karkoli, če ni jasnega, da to ljudje tudi izvedo in tudi prav je, da postavijo in zastavijo vprašanja. Vedno prav pridejo tudi vse kritike, če so na mestu, če so konstruktivne. Z veseljem se poglobimo, vsakega sprejmemo in odgovorimo. Okolikor nimamo odgovora takoj, ga priskrbimo in jim potem naknadno vse odgovorimo. Sem zelo vesela sodelovanja v občinskem svetu. Ja. Večkrat slišimo, da reče občinski svetnik, mene so pa opozorili krajani pa prebivalci. Torej, vi kot županje potem pravzaprav morate kar poznati celo občino in vso problematiko. Ja, res je. Pri nas, ker smo manjše občine,
moramo res gledati širše, v bistvu celo občino, ki ni tako zelo velika, ampak še vedno so neki kotički, kamor pač naše oko ne seže, in zato je prav, da se občani določenih zaselkov oziroma vseh zaselkov obrnejo na svojega svetnika in preko njih nam zastavijo razna vprašanja, ker morajo razumeti, da mi ne moremo videti vsega, kar je v kakšnem kotičku tudi narobe, da nas opozorijo, dajte to narediti. To je prav, da nas oni opozarjajo in da nam povejo, ker mi vsega ne vidimo. Mi pa z veseljem potem pač prisluhnemo in po najboljših močeh skušamo urediti in odpraviti, če so kakšne težave ali karkoli. Imate pa novo direktorico občinske uprave, kako to? Ja, seveda. Naša direktorica Marija Jerman, ki je bila takrat na mestu, ko sem jaz postala županja, se je upokojila. Predala mi je veliko dela, veliko znanja, povedala mi je marsikaj, kar mi pride zelo prav. Sedaj pa, ko se je upokojila, smo bili pač primorani normalno narediti razpis in dobiti novo direktorico, katera se je tudi že zelo dobro upeljala in verjamem, da bomo lahko dobro delali tudi naprej, tako kot smo do sedaj. Drugače pa verjamem, da je tega znanja, ki ga je treba naenkrat usvojiti, kar veliko. Verjetno tisti prvi dnevi na mestu županje niso bili čisto enostavni. Ne, niso, tudi še sedaj niso. Če bi to rekla, da je enostavno biti župan, to sploh ni. Res si 24 ur na dan si vključen v to delo. Če delaš to rad in srcem, lažje zmoreš. No, ti je pa tudi marsikdaj hudo, ampak s pomočjo dobrega kolektiva, dobrih sodelavcev in tudi posluha doma, bom rekla, v družini, potem lažje zmoriš vse skupaj in potem si lahko tudi upaš postaviti kakšne večje cilje, ko verjamem, da jih bomo tudi uspeli skupaj doseči. No, odloko o proračunu letošnjem ste sprejeli že v lanskem letu, mogoče samo za občutek, koliko je teh proračunskih sredstev, pa morda že tudi načrtujete rebalans, glede na to, da so zdaj tak časi zelo negotovi. No? Ja. V lanskem proračunu smo imeli zagotovljenih 3 milijone 800 sredstev, 3 600 smo razporedili, tako da nekaj še manevrskega prostora za tiste stvari, ki pridejo vmes. Skušamo vedno čim bolj uravnotežen proračun pripraviti, vendar tekom leta, ker gledamo in sledimo razpisom, pride do raznih sprememb in moramo temu slediti. In če želimo kaj storiti, moramo nekje vzeti in nekam dati, zato da si lahko potem zagotovimo kakšne stvari. Proračun je živa stvar in zagotovo v jesenskem času bo potreba kakšen rebalans pripraviti. No, ena prvih nalog, ki ste si jih zastavili kot županja, je bilo povečanje vrtca, torej dodatni prostori vrtca. To ste uspeli uresničiti. Kaj ste naredili? Ja, res je. To me je v bistvu že dočakalo. Ta je bila stvar, ki se je že iz leta 2021 peljala, takrat, ko so dobili strani Ministrstva za izobraževanje in šolstvo sredstva namenjena za povečanje vrtca, ker so takrat tudi za to zaprosili. In do takrat se še ni na tem nič postorilo in do leta 2024 je bilo treba to izvesti. Strani ravnateljice in pomočnice, vzgojiteljice oziroma pomočnice ravnateljice smo bili obveščeni, da pač potrebujejo, da imajo prostorsko stisko veliko. Že velikokrat je bilo tudi omenjeno, ali bomo pristopili k izgradnji novega vrtca, vendar še za to ni bilo pripravljenih oziroma ni bilo danih možnosti. In smo se odločili, da bomo k temu pristopili. Sicer je bil to kar velik znesek. Strani države smo dobili 57 000, skupni projekt pa je bil skupaj z dokumentacijo 250 000 evrov, tako da gre kar za velik znesek. Pridobili smo eno igralnico in pol, kamor bomo lahko zdaj 12 oziroma še več otrok sprejeli in je to zelo dobrodošlo. Zaenkrat je v tej igralnici že 6 otrok. Do poletja jih bo v igralnici 12, tako da bo polna skupina in po potrebi se jih bo lahko sprejelo še 6 v ta prostor. Tako da mislim, da je bila odločitev primerna, čeprav smo morali veliki delež sredstev sami premakniti in verjamem, da do takrat, da bo prišlo do izgradnje novega vrtca, bomo s temi prostori lahko zadostili tem potrebam po vrtčevski dejavnosti, ki jo pri nas zdaj občutimo. No. Ampak zdaj nov vrtec počasi dobiva neko konkretno podobo ali pa zasnovo. Uvrstili ste v načrt razvojnih programov ta projekt. Kje naj bi bil vrtec Vranček, da boste ga imenovali? Tako smo ga poimenovali in verjamem, da bo res tako. V tem letu nismo vedeli, kako bodo se stvari odvijale. Smo načrtovali pač pridobivanje dokumentacije za nov vrtec. Smo pa že ves čas vedeli, da imamo polovico zemljišča že občinskega, polovico ga je bilo pa treba še pridobiti, ker je zemljišče bilo premajhno. In ravno ti
lastniki so prodajali zemljišče in smo bili v bistvu primorani, kar je tudi pravno, da smo se odločili in smo šli zdaj v odkup tega zemljišča in do konca letošnjega leta bo to zemljišče tudi naše. In usporedno s tem bomo lahko začeli takoj pridobivati dokumentacijo, videti, kakšne so potrebe, kako velik vrtec bo potrebno sploh graditi in na kakšen način. O tem ne morem še sedaj nič reči, niti o številkah, ampak verjamem, da smo na pravi poti in glede na trend priseljevanja v našo občino, ker se res stanovanja zelo gradijo, tudi bloki in vedno več mladih se res priseljuje v našo občino in potrebe so velike in naj bo zdaj to prva prioriteta, katero bomo skušali čim prej spraviti res v življenje. Kje pa naj bi bila ta lokacija? Lokacija je pri igrišču, pri športni dvorani na Vranskem. Tam je bil del zemljišča že naš, del pa ga bomo sedaj še odkupili. Tako da bo v bistvu v sklopu šole in športne dvorane, tam, kamor tudi paše, bomo rekli. Morali ste pa nekoliko povečati tudi pri vas cene vrtcev, ne programov. Ja, to smo morali, cene smo morali dvigniti zaradi to njihove metodologije, ki jo izračunajo na to, koliko otrok je sprejetih v vrtec, ali se tekom leta jih sprejme še kaj več, če se zaposlijo kakšne nove vzgojiteljice. Lani je šlo tudi za dvig minimalne plače in stroški dela in vse to se potem vključi v ceno in je bilo potrebno povišati ceno vrtca. Zaenkrat še uspete vključiti otroke, ki želijo oziroma katerih starši to želijo v vaš vrtec, oziroma sprašujem zato, ker mnogi rečejo, tudi od drugod vozijo ali pa mimo Vranskega grejo pa v vrtec vaš pripeljejo otroka. Že od nekdaj smo imeli na Vranskem tako, da prednost imajo otroci iz občine Vransko, tega se tudi držimo. Zaenkrat je 137 otrok vključenih v 9 oddelkih, sedaj bo še 10, tako da imamo kar velik vrtec. Imamo pa trenutno vključenih 14 otrok tudi iz drugih občin, to so pa večinoma iz Lukovice in pa iz Kamnika. Morda ni ravno zdaj umestno, ampak vendarle za nove prostore vrtca ste, mislim, da nogometnemu klubu vzeli prostore. Kako rešujete zdaj ta njihov problem? Ta problem še rešujemo, še ni rešen. Pričakovali smo, da bo zadeva bolj enostavna. Sami so tudi izrazili željo, da bi radi imeli kontejnerje, kateri bodo uporabni, da bojo s tuši in garderobami, da bo pač lahko ta zadeva večnamenska. In ker je kontejner tako velik, da so noter 2 garderobe, dvojni tuši, so pač večjih dimenzij in zato bo potrebno gradbeno dovoljenje. Nimamo pa primernega mesta, ker tam ni nekega takšnega primernega prostora, kamor bi lahko to kar postavili in tudi parcelo komunalno opremili. Je pa tam neka njihova stavba, ki že stoji na tem mestu in to je treba zdaj najprej legalizirati, ker ni bila postavljena tako, kot bi bilo treba. Tako da zdaj smo v postopku legalizacije, katere so trenutno tudi stale, zaradi tega se je vse skupaj zamaknilo. Vendar pričakujemo, kot smo se zdaj pogovarjali s temi, ki nam to pripravljajo, da bi naj to v kratkem šlo čez in potem se bo lahko kontejner komunalno opremil, ker rabimo tudi komunalno opremljeno, a ne rabimo kanalizacijo, vodo, elektriko, vse. Ni tako enostavno. Ne, sploh ne. Mislili smo, da bomo to kar postavili in bo to, ampak ni tako, ni temu tako, a ne. In zato moramo najprej ta prostor, obstoječi objekt legalizirati in potem bomo lahko tam postavili kontejner, ki verjamem, da bo potem služil lahko tako komplet namenu, kot so si sami zamislili, da jim bo najbolj prav prišlo. Zaenkrat pa ga imajo postavljenega zadaj za vrtcem in ga kot garderobe lahko vseeno uporabljajo. Drugače imajo pa tudi še prostore v športni dvorani in lahko tudi imajo tam eno pisarno in lahko tudi tam tušo uporabljajo, če potrebujejo. Tako da malo imajo zakomplicirane zadeve, ampak vseeno se nekako da in ker so pridni in vztrajni, jim to tudi uspeva. Mislim pa, da načrtujete za dvorano, športno dvorano Vranje tudi novo igrišče ali prenovljeno igrišče? V bistvu bo to novo igrišče, ker to lahko rečemo prenova, vendar tele obstoječe površine, ki so tudi šola, ravnateljica pove, da niso primerni več za uporabo. Podlage so dotrajane in tudi vsi igrišča niso primerna za izvajanje vseh aktivnosti, ki jih imajo, tako da smo že oddali za gradbeno dovoljenje, imamo že pripravljeno vso dokumentacijo in pričakujemo zdaj, ko bo razpis iz Ministrstva za šport, da bomo lahko se prijavili spet na razpis, imamo vso pripravljeno dokumentacijo, da bomo dobili 2 večji igrišči, opremljeno vse tako, kot je treba, da bodo lahko
tako šolarji uporabljali vse, kar rabijo za svoje dejavnosti in prav tako tudi občani v popoldanskem času, da ne bojo vsi se zgrinjali samo na eno igrišče, če imajo, ne vem, podaljšano bivanje in so otroci gor, potem drugi, ko pridejo od doma, ki so že prosti pouka, ne morejo koristiti teh prostorov, oziroma teh površin. In verjamem, da bo veliko bolje izkoriščeno in bolj poskrbljeno za vse. Smo pa tudi govorili s šolo, prednostno, da oni povejo, kakšne površine potrebujejo. Potem še naše športnike smo zraven vključili, košarkarje in nogometaše, smo se tudi z njimi pogovorili, tako da verjamem, da kot celota, da bo potem to zelo dobro izpadlo in bo res uporabno. Se pravi, brez sodelovanja ne gre? Ne, nikakor. Ste pa poskrbeli za sanacijo strehe na športni dvorani? Je bilo že potrebno sanirati? Ja, res je. Streha je bila kar dotrajana, tudi prejšnja izvedba, kot je zdaj se pokazalo, ni bila najboljša, drugače pa je toča naredila veliko škode. Gor je bila streha sika, to je pač umetni material, ki je bil kar zelo poškodovan in je na več mestih puščalo. In smo se v lanskem letu, ko je bil tudi razpis strani Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, smo se prijavili in smo bili uspešni na razpisu in smo dobili sredstva, da smo lahko to skupnimi močmi uredili. Je bilo potrebno in tudi prav je, da smo se tega lotili. Je bilo pa zoprno, ker se je vse skupaj odvijalo v koncu leta in je bilo treba do konca leta 2023 projekt zaključiti. Konca leta je bil komaj razpis zunaj in je bilo treba v slabih vremenskih razmerih, bom rekla, to reševati, ampak mislim, da bo sedaj zadeva služila tako, kot je treba za dlje časa, da bodo lahko spet uporabljali športno dvorano tako kot... Se pravi, sredstva so na voljo, ni pa to tako enostavno, niti priti, niti potem vse pogoje zadostiti. Tako, res je. Mislim, da je eden od večjih projektov tudi Center jamskih doživetij, vstopna točka v Speleološki park. S tem ste tudi uspešno kandidirali, se je pa malo zamaknil, izvedba projekta. Izvedba projekta poteka kar po tem planu, kot je bilo. Spremenilo se je pa v bistvu tole načrtovanje vrtca. Kar se pa tegale Centra jamskih doživetij, vstopna točka v Speleološki park, pa se nekako odvija po planu, tako kot se mora. V lanskem letu smo v bistvu pripravili dokumentacijo, letos pa smo že zasadili drevesa. Tukaj gre za lep drevored, ki ga bomo imeli tamle v Podgradu, skozi do Centra jamskih doživetij, od kampa do Centra jamskih doživetij. Jamarji so pri nas zelo aktivni in je tudi prav, da dobijo nek tak prostor. Tukaj bo imeli potem svojo pisarno, nek učni prostor, kjer bodo lahko tudi drugi jamarji prihajali. Na tej točki bodo imeli tudi razstave raznih kamnin, bodo imeli prostor, kjer bodo imeli spravljena oblačila in vse, kar potrebujejo, da bodo lahko turisti, ki bodo prišli, se lahko opremili in šli skupaj v jame na ogled. Organizirano vodijo in peljejo in lahko pokažejo vse tele naše bisere, ki jih imamo okrog nas. Tako da letos bo tudi hiška postavljena, tako da v grobem in največji del projekta se bo izvedel v letošnjem letu, naslednje leto pa potem še izvedba in tudi zaključek del. Torej bo to tudi neka turistična atrakcija? To zaenkrat ne bi rekli, da na Vranskem pa imate jame vredne ogleda. Ja, res. Prav je, da bodo ljudje zdaj na ta način tudi bolj obveščeni, da bodo vedeli. Center jamskih doživetij je na Vranskem že nekaj časa. Ob njihovi ustanovitvi je bilo kar dosti govora o tem, tako da takrat so ljudje mogoče malo bolj vedeli o tem. Potem pa, če tega skozi ne obnavljaš in skozi ne objavljaš, pa mogoče malo pozabijo vse skupaj. Dobrovlje so zelo bogate z jamami in veliko jam grejo in raziskujejo in tudi nekatere so takšne, katere lahko tudi turiste zraven vzamejo. Samostojno ne moreš v njih, ampak skupaj pod njihovim vodstvom pa lahko greš in si lahko ogledaš in so jame res čudovite. Tudi jaz sem si že sama ogledala jamo Vetrnico. Sem šla pred 2-3 leti in mi ni žal, ker je bilo res zelo doživeto in nekaj posebnega, ker si čisto v temi in lahko vidiš, kaj vse se tudi tam v podzemlju dogaja. Drugače, jama Škadavnica je pa od zunaj tudi dostopna, tam pa lahko grejo tudi vsi ostali si jih pogledati. Si pa verjetno ne želite tistega množičnega turizma in ves čas, da se vendarle ohrani ta jamski ekosistem. Tako, zagotovo. Zato je tudi prav, da imamo vstopno točko, da se bodo tam stvari organizirale, da se bo ljudi takrat, kadar bojo prišli, se bo povabilo, da ne gre nihče sam noter. Seveda treba je tudi paziti na vso tisto mikroklimo, ki je noter v jamah, da se to ne poruši in uniči. Tako da bomo to predali njim in verjamem, da bodo oni delali tako, kot je prav, da bo se to ohranjalo.
No, občinski svet je pred kratkim sprejel sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta stanovanjske soseske Raj. Zdaj pa glede na to, da je ta stanovanjska gradnja tako aktualna, pa da imate kar nekaj takih sosesk na Vranskem, kje je to? Gre za zasebno investitorstvo? Tukaj gre za zasebnega investitorja, kar je tudi v večini občina, nima toliko sredstev niti zemljišč, da bi sami gradili kakšne stavbe, bloke in kar temu pritiče. Tako da to gre za zasebnega lastnika, to bi naj bilo od doma Zavoda svetega Rafaela čez vodo, tam blizu plezalne stene, ker mogoče gledalci to bolj poznajo. To je zaenkrat v njihovem planu, v načrtu, takšen predlog imajo, seveda mora iti pa sedaj še čez ogromno mnenj, presoj, da se bo videlo, ali lahko v takšnem obsegu pripravijo te stanovanjske bloke, kot so si zamislili. Kot sem videla, posnetek zgleda zelo lepo, če bo, naj bi bilo, mislim, da okrog 100 stanovanj, bomo pa videli, kako bo. To je čist njihova zasebna stvar. Je pa Vransko očitno zelo privlačna lokacija, ne? Ker, kot smo rekli, Grofice in ostali, to je vse zasedeno, pokupljeno. Ja. V Groficah vem, da so vsa stanovanja prodana, neki živijo v njih, neki jih tudi oddajajo kot najemniška stanovanja, vendar je vse pokupljeno, tako da ni težav, tudi vsa stanovanja, ki se oddajajo, ponavadi kar grejo. Tako da, ko me kdo vpraša, imate kje kakšno stanovanje, pokličem par ljudi, ki oddajajo, ampak pravijo, ne, imamo vse zasedeno. Tako da je res povpraševanje. Se pa zdaj zaključuje prva faza stanovanjskih blokov v Dvori Vransko, to, ki je tudi že dolgo časa, kot so bili prej sončni vrtovi, a ne v Brodeh. Tukaj bojo pa zdaj zaključili in naj bi se do poletja zaključilo z izvajanji del in bi se lahko vselili že prvi stanovalci. Zaenkrat gre za 33 stanovanj. V naslednjem sklopu, potem, ko bodo ta razprodali, bodo začeli delati naslednji sklop, ki naj bi obsegal 44 stanovanj, spet nadaljnjih. Če bodo pa naredili celoto, tako kot so si zamislili, pa naj bi šlo za številko okrog 156 stanovanj. Tako da je to... Potem bo to občina Vransko že velika občina, ne? Ja, že skoraj kot predmestje Ljubljane, ne? Ja, tudi Ljubljančani pravzaprav se selijo proti vam. Zelo veliko jih je. Res jih je zelo veliko. In to smo tudi zdaj videli, recimo tudi trend rojstev se nam je tudi kar povečalo. V letu 2022 smo imeli 20 rojstev, v lanskem letu smo pa imeli 37. Tako da je številka kar narasla, tako da jaz mislim, da ta ideja z vrtcem je ne samo kot ideja in želja, ampak neka nujna stvar. Nujnost kmalu, ne? Pa verjetno tudi šola še kakšna posodobitev. Absolutno, že imamo, tudi se dogovarjamo z njimi. Najprej bomo zdaj šli verjetno v širitev jedilnice, o tem se tudi z gospo ravnateljico že pogovarjamo. Potem bo pa treba verjetno še kaj dograditi. Prav tako bomo pa tudi, ko bomo prišli do novega vrtca, videli, če bomo lahko še tam kakšne dodatne prostore naredili in tudi, ko se bo stari vrtec izpraznil, bomo tudi te vse prostore lahko s pridom izkoristili za marsikaj, ker prostora nikoli ni preveč. Ne bodo ostali prazni prostori. Ne, gotovo ne. Je pa res, da po dolini se zelo naseljujejo ljudje, občina Vransko pa zelo velika, pravzaprav tudi na obrobju imate veliko naselij, ki pa se praznijo. Mogoče bolj tale južni del, da se malo bolj prazni, gor po hribih. Drugače bom pa rekla, da še ne zaznamo nekaj zelo, da bi se zelo praznilo. Zaenkrat še ne. Mislim, da se še kar ljudje zadržujejo, bomo pa se kot občina skušali še bolj potruditi, da bi ljudi še ohranili tudi na podeželju in tudi v hribih, da bi imeli voljo in željo tam ostati. Pri tem so seveda pomembne ceste, tudi zato sem malo napeljala na obrobje. Vi imate koncesionarja za to vzdrževanje, pa tudi gradnjo, ali ne? To je samo za vzdrževanje in obnovo cest in javnih površin. Z njimi dobro sodelujemo. Sproti tedensko se dogovarjamo, kakšne stvari je treba urediti v naslednjem tednu, kaj so prioritete. Na cestah nikoli ne zmanjka dela, imamo okrog 120 km cest. Smo občina zelo razvejana, veliko je hribovitih cest, veliko je neasfaltiranih površin in vemo, da če so ceste makadamske, to je nezaključena zgodba. To nekaj narediš, pride spet neko neurje in ti pol ceste lahko odnese in si spet tam. Žal so šle cene tako zelo visoko, da si kar iz lastnega proračuna ne moremo zagotoviti sredstev, da bi lahko veliko površin na novo poasfaltirali.
bomo po letošnjem letu planirali približno 400 metrov novih asfaltnih površin, da bomo tiste najbolj kritične dele makadamske, da bomo poasfaltirali. In tudi okrog 500 metrov ostalih asfaltnih površin, ki so zelo dotrajane, nevarne in potrebne res obnove, bomo tudi obnovili. No. Drugače smo po lanskem letu okrog 40 km gozdnih cest obnovili, tako da delamo na cestah, da bi pa nekaj konkretnega lahko en večji odsek asfaltirali, samo iz našega proračuna pa zaenkrat žal ne moremo. Tudi plazovi so kar precej problematični, ne? Imate kakšno sofinanciranje, uspete pridobiti za plazove? Ponavadi nekaj malega dobimo tudi strani države. V lanskem letu smo en večji plaz v Zaplanini sanirali uspešno, smo tudi nekaj sredstev dobili, nekaj smo jih sami zagotovili. Imamo še nekaj plazov, tudi večjih, ampak jih spremljamo. Malo moramo šparati tudi za njih, kadar bo treba, da se bo to naredilo. So pa nekateri res taki, ki bodo zahtevali veliko več sredstev in bolj zahtevne posege v prostor. Če gledamo malo po spletni strani, vidimo, da je do 31. maja odprt razpis za sofinanciranje gradnje cest v občini. To je pa en poseben odlok, oziroma to ni zdaj kar, da se prijavimo pa 5 km ceste asfaltiramo. Lahko. Lahko. Tukaj se lahko prijavijo vsi, ki so občani občine Vransko, morajo imeti tukaj pri nas stalno prebivališče, ne samo, da so v najemu nekje, ne, morajo biti naši občani in se lahko prijavijo. To gre za kakšne odseke, ki si ljudje sami želijo, da bi si jih asfaltirali, da bi si cesto boljše uredili. Vse sem rekla, mi finančno sami tega ne zmoremo. In do sedaj smo imeli tako, da spodnji ustroj so si pripravili lastniki, uporabniki tistega cestišča, zgornji asfaltni ustroj pa je financirala občina. Letos pa smo to malo spremenili in smo se odločili, da bomo v lanskem letu je bilo tudi težava s pridobitvijo teh izvajalcev del, ker so bile poplave in vsak si je do lanskega leta sam pridobil svojega izvajalca, ki mu je podlago prepravil in potem tudi asfaltiral. In jih je bilo zelo težko dobiti, tako da smo se letos odločili, da bomo tega izvajalca priskrbeli mi, tako da bojo vsi pripravili in podlago in ustroj vse, da bo en izvajalec izvedel in bomo šli na financiranje pol-pol. Lansko leto smo videli, da je bil spodnji ustroj velikokrat dražji kot zgornja plast asfaltna, tako da smo rekli, da bomo rešili tako 50-50, pa bomo mi uredili oziroma našli izvajalca, ki bo to naredil, potem pa si bomo stroške delili. Ste pa se tudi v vaši občini lotili izdelave celostne prometne strategije občine. To mora vsaka občina pravzaprav imeti, ne? Ja, vedno bolj je to popularno, mislim popularno, potrebno bom rekla, in smo bili tudi letos že uspešni na tem razpisu in dobimo sredstva in sedaj se pripravljamo na to celostno prometno strategijo. Menim, da je to res eno zelo pomembno področje. Tukaj pri nas smo v trgu, nimamo parkirnih mest, ne moramo si izmišljavati, karkoli. Tukaj pa bomo lahko zdaj povabili k sodelovanju tudi vse občane, da bodo lahko tudi po vaseh in tudi v trgu, da bodo lahko podali neka svoja mnenja, svoja videnja, kako oni, ki tukaj živijo, vsak dan vidijo, kaj bi bilo pametno postoriti. Zagotovo ne bomo upoštevali vsega, kar bo kdo rekel, bomo poslišali, poslušali in bomo skušali iz tega ven potegniti tisto najbolj primerno, ker bodo tudi potem strokovnjaki svoje povedali, kaj bi bilo pa primerno umestiti in res kako poskrbeti in za večjo varnost in za odstranitev raznih teh arhitektonskih ovir in poskrbeti tudi za zaselke, ne samo za trg. To v bistvu za celotno občino. No, tisti, ki se malo redkeje vozijo po tej državni cesti, ne samo po avtocesti, tam je pa bilo kar precej dela opravljenega, ne, z obnovo. To je bil čisti državni projekt? To je bil čisti državni projekt. Jaz verjamem, da je imel tukaj zraven tudi veliko naš poslanec Aleksander Reberšek, da je tukaj malo pripomogel, da se je ta cesta po spodnji Savinjski dolini uredila in verjamem, da bomo imeli zdaj za zelo dolgo časa mir s to cesto, ki je res dobro urejena in tudi spodnja Savinjska si zasluži tako cesto, glede na vse bisere turistične, ki jih imamo, da ljudi privabimo, ne pa da grejo stran iz te ceste, ki rečejo, da ni primerna za njihove avtomobile. Tako da to je bil res en zelo velik doprinos za celo spodnjo Savinjsko dolino. Mogoče čisto na kratko, trg Vransko ima tudi toplovod, daljnovod.
oziroma ogrevanje, distribucijo toplote, kako deluje oziroma na kateri vir in kako hudo je s cenami, čisto na kratko. To ima energetika, uporabljajo biomaso, sekance. Se pravi, to ni občinska zadeva? Ne, to je njihova zadeva, tako da to oni s tem oskrbujejo. Imajo tudi nekaj fotovoltaike, lahko bi imeli še več oziroma razmišljajo tudi zdaj o tem, da bojo še naprej razvijali. Vse javne ustanove so v glavnem priključene v občini Vransko na ta daljnovod, na ta toplovod. Tako menim, da je še vedno cena sprejemljiva, da niso cene zelo visoke, v bistvu niti ne spremljamo te regulacije, ker to ima regulacijo država, nad temi cenami morajo oni spremljati, kako je s tem. Mislim pa, da kateri so priključeni, da so zadovoljni, tudi mi kot uporabniki moram reči, da smo zadovoljni, da nimamo nobenih težav. Kako pa je z vodovodnim in kanalizacijskim omrežjem? Zdaj ta centralna čistilna naprava na Vranskem je bila dograjena. Kakšni so načrti naprej? Ja, na tej čistilni napravi na Vranskem bomo dogradili še fotovoltaiko, zato da bo samooskrben tudi ta objekt. To moramo še postoriti, da potem dobimo tudi sredstva vse z države, kar še moramo dobiti za nazaj. Kanalizacija, vodovod, to so zgodbe, ki niso nikoli zaključene. Kar nekaj vodovodnega omrežja moramo obnoviti. Letos bomo začeli priključevati na ta vodovod iz Zaplanine, ki je bil skupni projekt občin Spodnje Savinjske doline. Bomo začeli prve uporabnike tudi pri nas priključevati, tako da bo tukaj potrebno kar nekaj sredstev, da se bodo vsi tisti, ki želijo, lahko v čim krajšem možnem času priključili. Na kanalizaciji pa ravno tako. Tudi v Prekopi smo že tudi pridobili zemljišče in na JKP-ju že pridobivajo dokumentacijo, da bomo tudi tam šli v širitev te male čistilne naprave, ker je tudi premajhna, ker je že preveč stvari gor priklopljenih. Občani nas že dolgo časa opozarjajo, da čistilna naprava ne deluje dobro, vendar ne moremo na hitro nič postoriti, tako da sedaj smo pridobili zemljišče za širitev in takoj, ko bojo dane možnosti, bomo pristopili k temu in je tudi potrebno, da to čistilno napravo razširimo. Prijetno boste iskali tudi kakšne dodatne finančne vire? Ja, žal smo premehni, tako da ne vem, če bomo kaj dobili, ker mora biti to nad 2000 populacijskih enot. Pravijo, da če ne dela čistilna naprava v celoti v čim večji zmogljivosti, da tudi ni tako učinkovita, tako da na zalogo delati večjo verjetno ne bo šlo. Bomo pa zdaj preučili vse možnosti in tudi glede na še ostale, na obrtno cono in karkoli nas še čaka v bodoče. Če bomo to lahko vse tja zgrnili, mogoče bomo šli lahko v izgradnjo večje in takrat bi pa lahko potem pridobili sredstva. Za manjše pa zaenkrat ni sredstev. No, omenili ste industrijsko cono Čeplje. Je polna, jo širite, načrtujete še kje drugje, kakšno poslovno cono? Ta obrtna cona, ki jo že vsi zdaj poznamo v Čepljah, je polna. Tukaj je vse zasedeno, vsi še gradijo na svojih dvoriščih, ki imajo karkoli, vedno imajo premalo prostora. Tam zraven Darsa so tudi Petre in še ena firma so naredili zdaj OPPN. Tam se bojo širili samo glavnem za svojo dejavnost. Tisti, ki so še zraven pristopili, bodo imeli neke svoje stvari, ne vem natančno kaj. Bomo pa tudi pri poligonu Centre varne vožnje, tam pa imamo 32 hektarov površin, za katere se tudi že pripravlja OPPN. Tam so ravno pristopili oziroma že dobili rezultate hidrološko-hidravlične študije, ki je bila zelo pomembna za tisto območje. Sedaj potem bodo pa lahko začeli naprej s parcelacijami in tudi občina bo potem morala še marsikaj glede infrastrukture postoriti, da bo tisti kraj tam zaživel. Občina je zanimiva, veliko ljudi nas kliče, želijo pri nas imeti kakšne obrtne hale in karkoli in verjamem, da bo to zanimivo, ko bo enkrat ugledalo luč sveta. Avtocesta torej je prinesla nekaj pozitivnega, ne? Vedno avtocesta prinese pozitivno in tudi slabe stvari, vedno je tako, ne? Z avtoceste imamo hrup, imamo ljudi, ki se peljejo mimo Vranskega, da ne zavijajo k nam, da bi lahko si pogledali te lepote, ki jih lahko nudimo tukaj pri nas, da bi pri nas ostali, lahko grejo samo mimo. Zagotovo pa tudi pripelje veliko dobrega, ker veliko ljudi pa lahko pride, lahko gre od tukaj na delo v eno in drugo smer Slovenije, smo le nekje v centru Slovenije, tako da verjamem, da smo zanimivi.
Lansko leto so v mnogih občinah zaznamovale avgustovske poplave. Občina Vransko je bila pripravljena na najhujše, ampak se ni zgodilo. Ste se pa izkazali ravno pri pomoči tem, ki so obstali tako na državni kot na avtocesti. Ja, res je, smo lahko bili res zelo hvaležni, da nas je tole neurje obšlo. Res so bili preubogi vsi, ki jih je to doletelo, sosednji župani in tudi druge po Sloveniji. No, res je bilo hudo. Pri nas smo res bili tudi v pripravljenosti. Polnili smo protipoplavne vreče, štab civilne zaščite se ravno tako sestav, ker občina Vransko je že plavala v poplavah. Je bilo pa res tik pred zdajci, da se voda ni razlila čez rob, bomo rekli, in smo bili obvarovani tega. Smo pa rekli, kaj bomo naredili. Imeli smo v športni dvorani točko za evakuacijo v primeru, da bi bilo potrebno naše občane evakuirati. Smo rekli, kaj bomo naredili. Smo se pogovarjali z poveljnikom štaba civilne zaščite in smo se kar hitro dogovorila. Ljudje stojijo na cesti, dajmo nekaj narediti, in ko sem jaz dala objavo na Facebook, to so se res ljudje odzvali, in zato, tako kar pravim, sama jaz ne morem nič narediti. Jaz sem bila 100-krat županja, ko sama ne morem nič narediti. Se pravi, so prišli občani, so šli na avtocesto? Ja, tako, povezovanje. In ljudje so me sami klicali, a gremo usmerjati, super, sem rekla, hvala, pejte. Veliko je bilo tujcev, angleško govorečih in tako. In so šli po cesti od avta do avta in so mi rekli, če želite, pejte se spočiti, lahko se umijete. In ljudje so bili res 180 ljudi je prenočilo pri nas v športni dvorani. Občani so se odzvali, res še danes njim neizmerno hvaležna. Oblačila so prinesli, odeje, hrano, vsega je bilo. Jaz sem prišla še tudi po noči pogledati, kako delo poteka. Vsi so bili zorganizirani, dežurstvo je bilo in res skupaj moramo stopiti in samo skupaj lahko delamo dobro. In je bil res dober odziv in sem ponosna na to, da smo lahko občini Vransko nekaj takega izpeljali za druge ljudi, ko bi nam lahko rekli, vse grejo mimo, ne, kaj nas pa zanimajo. Ampak res tak odziv je bil, tako da res hvala za vse in verjamem, da se nam ni treba bati, če bo na Vranskem kaj hudega, ne bomo znali stopiti skupaj. No, seveda gasilci so potem pomagali tudi drugje, pa doma. Z gasilci vsako leto kot županja podpišete pogodbo, kaj ne? Kako letos je kakšna večja investicija, je kaj več denarja? Že 2 leti nazaj, v lanskem letu ali predlanskem letu smo dobili 2 novi cisterni za prostovoljno gasilsko društvo Lučica in preko pa Čeplje Stopnik. Tako da to še imamo sedaj za odplačati, ta vozila, ki je občina tudi sofinancirala nakup teh 2 vozil, tako da kaj posebnega za enkrat nismo, smo pa jim ponudili tudi roko, da bomo tudi strani občine plačali še dodatne izobraževanja, ker izobraževanje je zelo pomembno. Tudi sama sem se letos udeležila tečaja za gasilca pripravnika. Ste postala gasilka, ne? Ja. Niste na kongresu nosili uniforme kar tako? Takrat je še bila kar tako, ampak sem rekla, ne, kar tako jo ne bom nosila. Ja, takrat sem se že odčlanila v gasilsko društvo, sedaj pa sem naredila tečaj za gasilca pripravnika in to bi priporočila tudi vsakemu. Kljub ogromno obveznostim, ki jih imam, sem si vzela čas tudi za to. In sem iz tega potegnila veliko dobrega, veliko stvari sem izvedela na novo, tudi na relaciji občina-gasilci, kakšno naj bo naše sodelovanje in tudi kot gasilec, tudi če nisi gasilec, kaj moraš doma vedeti za varnost. Tako da res veš veliko zelo uporabnih stvari. Se pravi, biti gasilec ni kar tako? Ne, zagotovo ne. In prav je, da bi vsakdo imel malo pogled v to, da bi videl, kaj to pomeni res biti gasilec, ker mislijo, da kar čakajo vsi, da se po tisti cevi spustijo in grejo v avto in akcija. Ne, gasilci so veliko več kot to. Res ljudje pripravljeni vedno pomagati sočloveku in res vsa čast in hvala jim. In prav je tudi, da se naša društva, imamo 4, so zelo kar dobro opremljena, vsa bom rekla, ena bolj, ena manj. Zelo pridni so vsi, sodelujejo med sabo in se povezujejo in to je tudi prav. Kakšna pa je socialna slika v občini Vransko? Med drugim na sejah obravnavate tudi to poročilo Zavoda Sveti Rafael o socialnih obrokih pa o tej pomoči družini na domu. Običajno pohvalite zavod, da zelo dobro sodelujete, čeprav gre tudi za zasebni zavod. Res je, hvaležni smo, da imamo lahko sicer v sklopu župnije Karitasov dom, ali kako bi rekla, Zavod Svetega Rafaela na Vranskem. Zelo dobro z njimi sodelujemo, v njem je tudi ogromno naših domačinov, tako kot delavcev, tako kot uporabnikov.
tam delajo, najdejo svoje zatočišče, svoje mesto in že kar nekaj let imamo pomoč in postrežbo na domu organizirano. Trenutno je med 20 in 30 ljudi, ki dnevno potrebujejo pomoč in postrežbo, za vse je poskrbljeno, nekateri imajo obisk enkrat na dan, nekateri tudi trikrat. To občina Vransko že vsa leta tudi izdatno financira, več kot 70% za te stroške da občina Vransko, ostalo dajo pa uporabniki sami. In tudi občina poskrbi za topel obrok za tiste socialno ogrožene. Ta številka pa se, hvala Bogu, vsako leto zmanjšuje, tako da teh niti več 10 nimamo. Bilo jih je pa že tam okrog 20, tako da vidimo, da je to zelo dobro, ampak da se tudi za ljudi boljše poskrbi, no, da ni potrebno, da dobijo dodatno pomoč tudi strani občine. Prostofer deluje pri vas? Deluje. Načeloma je bilo sprejeto takrat, ko smo ga dobili, da je en teden v občini Tabor, en teden v občini Vransko, da v Taboru vozijo taborski vozniki, Vransko naši, ampak zdaj smo vsi skupaj tako kot ena velika občina, bom rekla, tako da tudi kakšen naš voznik, kdaj koga iz Tabora pele, kdaj uni našega, se sproti dogovarjajo in to zelo dobro poteka. Od začetka so ljudje malo razmišljali, pa ne vem, če je to za mene, ali pa jim je bilo nerodno. Zdaj se pa tega vedno bolj poslužujejo in zdaj to zelo dobro funkcionira in mislim, da je to ena zelo dobra naložba za vse, ki rabijo takšno pomoč. Sploh glede na to, da tudi iz obrobja lahko zdaj pokličejo. Od kjerkoli, kdorkoli, res ni problem. Ni treba samo, da se pelje zdravnikov, lahko se ga pelje tudi, ne vem, do trgovine, do pošte, do pokopališča, karkoli potrebujejo, lahko pokličejo in se jih lahko pelje. Zagotovo imajo pa zdravstveni pregledi prednost pred ostalim. No. Kako pa je zdravstveno oskrbo v občini? Na Vranskem je zdravstvena postaja zdravstvenega doma Žalec. Kako sodelujete z njimi? Kako je z zdravniki? Zdravstvenim domom Žalec dobro sodelujemo. Zdravstvena postaja na Vranskem že tudi vrsto let dobro deluje. Imamo 3 družinske ambulante. V 2 imamo redne zdravnice, v enem pa imamo nadomeščanja, ki se je zdravnica upokojila, ampak imamo z nadomeščanji pokrito, tako da tudi ta ambulanta vedno še naprej obratuje. Skupaj z zdravstvenim domom iščemo pomoč, iščemo nove zdravnike. Tudi jaz se zelo angažiram, tudi zelo v kratkem bom dobila neko informacijo glede novih zdravnikov, tudi glede pediatra, tako da se tudi sama zelo vključujem in verjamem, da nam bo uspelo tudi še to stisniti, da bomo tudi tukaj lahko imeli poskrbljeno zdravstveno skrbo še naprej, tako kot je. Verjamem pa, da je kljub temu na zelo visokem nivoju, da lahko vsi dobimo na Vranskem, kar nujno potrebujemo. Imamo le tudi v zdravstvenem domu in fizioterapijo, lekarno, vse, kar potrebujemo, tudi laboratorij deluje, mislim, da 2-krat tedensko, tako da ni treba hoditi vedno za vsako stvar v Žalc, kar je bilo. Tako da mislim, da je kar dobro poskrbljeno, vedno pa bi lahko bilo še boljše. Ampak morate pa ves čas bdeti nad tem, ne? Res je. Taka živa materija, pridejo in grejo. Kako pa, če greva malo na prireditve, veliko jih je, o njih tudi poročamo, ampak na eno ste zelo ponosni oziroma ste jo začeli z nastopom mandata, to je kmečka tržnica. Zakaj ste se odločili ponovno organizirati kmečko tržnico? Še prej, kot sem bila svetnica, so me večkrat opominjali oziroma smo se med sabo pogovarjali, pa zakaj ne bi imeli tržnice, pa tukaj je bilo, kako je fajn, pa včasih je kdo šel, ne vem, umetnik, vem, da je že dlje časa tržnica. Ja, kako je fajn, to bi imeli tudi pri nas. Pa je bilo vprašanje, pa bi, pa ne bi, pa imamo veliko kmetov, pa se kar pri njih lahko dobiš, kar želiš, a ne. Pa smo pa rekli, če ne bomo probali, ne moramo vedeti, a ne. In potem smo poskusili, v občini Tabor smo si izposojali stojnice, ki so jih imeli, a ne, nismo imeli svojih, smo rekli, dajmo najprej videti, a bo stvar zaživela ali ne bo, potem bomo pa še kaj naprej, ne. Tako da lani v maju smo začeli s prvo tržnico, je bilo, bom rekla, zelo dober odziv in prav tako potem skozi celo leto. Januar, februar nismo imeli tržnice, smo rekli, ker je zimski čas, ampak smo to narobe naredili, mora biti kar celo leto tržnica, tako da od zdaj naprej jo ne bomo ukinjali tudi v zimskem času, ne, se ne moramo predvideti, kakšno vreme bo, kakšna zima bo, ne, drugače se pa sproti dogovorimo. Tako da uporabnikov oziroma ponudnikov imamo ogromno, 14 stojnic imamo zdaj že velikokrat si 2 delita eno stojnico,
ker je res veliko zanimanje, nudimo jim prostor, da lahko pridejo iz naše občine, tudi iz Spodnje Savinjske doline. V glavnem imamo te prehrambene zadeve in tudi razno domačo obrt tudi ponujamo zraven. Vsakič pa smo še tudi zraven vključili tudi kakšno naše društvo, da se predstavi, da pokažejo, kaj se v njihovem društvu dogaja in še mogoče koga drugega nagovorijo, da se jim priključi. In to naj ne bi bil prostor samo za tržnico, za nakupovanje, ampak nam je zelo pomembno, da je to mesto, stičišče, kjer se ljudje družijo. In mislim, da nam je to dobro uspelo. To je enkrat na mesec? Enkrat na mesec, drugo soboto v mesecu. Mislim, da na drugi tržnici ste potem uradno otvorili tudi to pametno klop. Kaj je zdaj ta pametna? Ja, pametna klop. To smo dobili skupaj, to je iz projekta vseh 6 občin Spodnje Savinjske doline. Skupaj pripravljamo destinacijo Spodnje Savinjske doline in tudi v sklopu tega smo potem dobili to pametno klopco. Po vseh občinah je vsaj po ena ali pa kje več. Do prve tržnice jo še nismo mogli pridobiti, na drugi tržnici smo pa potem to postavili in tudi slovesno predali namenu. To je prostor, kjer si lahko ljudje napolnijo telefon, ko se usedejo, lahko si priklopijo tudi, če imajo električno kolo, imajo tudi tam priročno orodje, če rabijo kaj za popraviti na kolesu, pa lahko se usedejo, spočijo in klepetajo, tako da klopca kot klopca z malo dodatne opreme. Ste pa potem naredili v soboto tako eno praznovanje, prve obletnice te tržnice. Zakaj ste se odločili pa to tako bolj na veliko narediti? Odločili smo se, da je prav, da imamo neko obletnico in prva obletnice tržnice zagotovo, da je en mejnik spet v nekem času naše občine. Zato smo imeli v dopoldanskem času tržnico, prišli so nas obiskat konjeniki z žolneško gospodo, potem smo imeli tudi narodno-zabavni ansambel za dopoldansko druženje, v večernem času pa malo bolj zabavne ritme za mlade in tudi mlade po srcu. No, prireditev imate sicer veliko, tudi športnih, tudi letos bodo. Je to tudi v okviru občinskega praznika Avguštov pohod, pa veter v laseh in podobno? Veter v laseh je dogodek, ki ga že vrsto let na Vranskem tudi obeležujemo. To je na državni ravni, tudi marsikje imajo to. Pri nas imamo pač v tem času tudi, maj skušamo čim bolj napolniti, ker je pač le naš praznični mesec. Tako da veter v laseh bomo imeli v petek popoldan, v soboto pa potem tale Guštov pohod, je pa tudi zdaj bolj gravitira na tole praznik in takrat se tudi ljudje, občani družijo, grejo skupaj na pohod, nekje 10 km bo letos trajal, gre bolj po ravnem, tako da vsak zmore, ker je vmes tudi veliko postankov, tudi za hrano, pijačo in klepet. Zelo zanimivi, tako da mislim, da ste bili lansko leto malo zraven, letos pa spet povabljeni, da nas pospremite. Novost lani je bilo tudi srečanje ob prižigu prazničnih luči. Takrat ste tudi eno druženje pripravili. Zakaj in kako ste bili zadovoljni z odzivom? Vse posod imajo v decembru, ne vem, silvestrovanje, pravlične dežele. Sem rekla, zakaj pa ne bi tudi na Vranskem nekaj postorili. Smo rekli, zdaj konc meseca je tako, ne? Marsikdo gre kam drugam že za Božič, za novoletne praznike, so ljudje, niso, nekateri so raje doma. Smo rekli, pa dajmo, ko pride dobri mož Miklavž, potem bo pa še občina nekaj naredila tudi. In smo se res odločili za prižig lučk na petek. Povabili smo vsa naša društva. Odziv je bil več kot odličen, vsi so bili pripravljeni, da vsak opremi svojo stojnico. Itak so imeli stojnice brezplačne. Smo rekli, da lahko tam ponujajo karkoli želijo, hrane, pijače, kar si izmislijo, lahko ponujajo na tisti stojnici. Za prostovoljne prispevke, kar dobijo, kakor se kdo znajde, več bo imel tega. Povabili smo tudi šolo, vrtec, tako da smo imeli karaoke, nastopanje otrok, vrtčevska skupina je prišla s pohoda in odziv občanov je bil res zelo dober in tudi povratna informacija zelo dobra, so bili zelo veseli. Bilo je malo glasbe, malo jedače, pijače in res tega pravega druženja, ki nam ga je tudi po vseh teh koronskih letih zelo primanjkovalo in zagotovo letos, prvi petek v decembru, zopet akcija. Se pravi, bo postalo to tradicionalno. No, sva v Šentnerjevi hiši. Pred časom je bil tu gost Lojze Vizer,
ki je Šventnarjev nagrajenec. Zdaj, kdo je bil Šventnar, o založništvu in vsem tem, o Cankarju in podobno, zdaj ne bova govorili, ampak vendarle tudi kot županja sta rekli, da bi radi to Šventnarjevo hišo malo bolj povezali tudi s temi nagrajenci, založniki. Ja. Na Vranskem smo na tole Šventnarjevo hišo zelo ponosni. V temnem prostoru, kjer se zdaj nahajava, imamo preko celega leta razne razstave. In od kiparskih, slikarskih, karkoli nam kdo lahko ponudi, zanimivega, drugačnega, vse sprejmemo, da lahko tukaj razstavljajo. V tej dvorani je tudi uradni prostor za sklepanje zakonskih zvez, tako da se lahko ljudje v tem čudovitem prostoru tudi poročijo. Res nam je pa bila že ves čas želja, ker smo vedeli, da se pa v Ljubljani pa podarja, poklanja Šventnarjeva nagrada. In kako bi zdaj mi do tega prišli, ne? Je bila že strani ZKTŠ-ja podana ideja, da bi se to tudi pri nas izvedlo, da bi se pri nas podelila ta nagrada, pa to ni bilo sprejeto. Smo pa rekli, zakaj pa ne bi mi skušali teh nagrajencev, ki imajo Šventnarjevo ime, ne? Pa da bi jih povabili k nam v Šventnarjevo hišo. In letos nam je to uspelo, je gospod Lojze Vizar bil tukaj pri nas in tudi pri nas je prejel ta kipec. To ga dobijo za življenjsko delo na področju založništva in knjigotrštva, za trženje slovenskega jezika oziroma ohranjanje. In gospod je bil tukaj pri nas, povedal svojo zgodbo, tudi kako je vse življenje spoštoval in kako je gledal na Šventnarja, ker tudi sam deluje na tem področju in kako jim je bil Šventnar tudi zgled. In lepo je slišati tudi iz ust nekih drugih ljudi v sedanjem času, kako gledajo na preteklost in tudi njim je zelo veliko pomenilo, da so lahko prišli v Šventnarjevo hišo, ker verjamem, da marsikdo niti ne ve, da tukaj to obstaja, no? Da si lahko potem hišo tudi pogledajo in bolj stopijo v ta čas zgodovinski, ki je bil takrat v času Šventnarja. In ta hiša je lepo ohranjena in tudi obnovljena. Veliko prireditev torej se bo zvrstilo v nadaljevanju. Odprto vajo recimo imajo folkloristi, to so take zanimive stvari, pa tudi likovna kolonija bo. Bo pa v 25. maja je napovedano, da bo pa na Čreti v Planinskem domu srečanje raziskovalcev in očividcev manj znanega dogodka iz druge svetovne vojne na Čreti. Pa ne bova šli v podrobnosti, ker tudi ne poznava. Ampak kaj je bilo? Zavezniško letalo Mustang je padlo na območje Črete. Kako to, da je zdaj postalo to tako zanimivo? Ljudje radi raziskujejo in prav je tako. In zelo radi povezujejo preteklost s sedanjostjo, ker brez preteklosti tudi sedanjosti ne bi bilo. In tudi jaz bom rekla, da se zelo veselim, da bom šla 25. tudi jaz na Čreto in vabljeni vsi 25. ob 11. dopoldan na Planinski dom na Čreti, kjer nam bodo člani društva in predstavili NOB-ja in pa tudi teh letalcev iz Zgornje Savinjske doline, nam bodo skušali predstaviti ta dogodek, kaj se je zgodilo in nam še več stvari o tem povedati, kaj je bilo vse v zvezi s tem letalom in kaj lahko še pričakujemo. Vse imamo na področju občine Vransko, imamo kar nekaj teh spomeninskih obeležij, nekaj teh grobov, tako da je prav, da tudi vemo, kaj se je še kaj več v tistih časih tukaj pri nas dogodilo. Se pravi, sedanjost in preteklost. Bliža se poletje, kakšen bo turistični utrip pri vas? Upajmo, da bo čim več vrveža, to si želimo. Zagotovo bodo tele naše nastanitve, ki jih imamo v kampu, že sedaj imajo kar zasedeno tudi hotel Grof in tudi tukaj čez trg, kolikor imamo nastanitev, da bodo zaživele, ljudje radi pridejo. Eni pridejo na Vransko, recimo v kamp, ko pridejo po mir, želijo v miru si ogledati naše lepote, gredo malo proti Čreti, v hribe okrog. Kateri pridejo do Grofa, ponavadi grejo na kolesa, prekolesarijo našo deželo, našo občino in še čez. Zdaj smo že prej rekli, da se moramo povezovati, ravno tako tudi občine Spodnje Savinjske doline, zato tudi ustvarjamo skupno destinacijo, ker naša občina je majhna, mimogrede si čez mejo in si v drugi občini in zato je prav, da tudi mi jih povabimo oziroma jim povemo, da lahko tudi v drugo občino si grejo še kaj druga pogledati. No? In to mislim, da imamo občine in Teletici, ki jih imamo, da to ponujamo res, kar se da ponuditi v Spodnji Savinjski dolini. Čez poletje bomo imeli tudi vranske poletne večere v teh naših cerkvicah podružničnih,
kot imamo že vsako leto, tako da to ohranjamo, to ostane še naprej. Potem bo medgeneracijski center bo imel tudi razne delavnice za otroke preko počitnic. Imamo oratorij vsako leto tudi na Vranskem zadnji teden v juliju, tako da se bo vedno z vsakega nekaj našlo. No, kaj pa bo kakšna investicija večja zdaj v prihodnje, da bo recimo vidno? Da bo vidno. Ja, zdaj se bo najbolj videlo tukaj tole, kar delamo za center jamskih doživetij. Drevored je zdaj že viden, se že lahko gre pogledat. S tem drevoredom in s to potko smo pridobili tudi eno varno pešpot za tisto območje, kjer nimamo pločnika ob cesti in je tudi tam zdaj ena taka varna in lepa pešpot, kjer lahko se sprehodimo. Potem bomo zdaj pristopili k temle igrišču pri športni dvorani, rekle sva vrtec, a ne, tudi tukaj bo kar nekaj sredstev, verjamem, da se bo kmalu tudi tukaj na tem področju kaj videlo, pa za nogometni klub moramo do konca poskrbeti, da pridejo na to svoje mesto in ravno tako se pripravljamo zdaj na razpis, ki pa si ga tudi zelo želimo, da bi lahko prišli zraven za obnovo trga Vranskega. To se že zelo dolgo časa govori in pripravlja o tem, da bi se ta ploščad uredila, da bi še povečali nek naš skupni prostor in da uredimo trg, da bo res izgledal kot trg, ne kot en kup asfalta in betona, ampak da bo res tudi bolj prijeten za vse občane. Je že izdelan, se ve, kako bo? Ne, pripravljamo se in čakamo zdaj na razpis, da se bomo lahko kam vključili. Nič še ne vemo preveč. Pa mogoče čisto za konec, gostili ste županje tudi v skupnosti občin, delujete klub županj, kako je bilo? Zelo lepo, zelo prijetno vedno. S kolegicami županjami se vedno rade dobimo, izmenjamo izkušnje. Vsaka na svojem področju je mojstrica, bom rekla, vsaka ima neke posebnosti v svoji občini in potem to tudi rade delimo druga z drugo, zakaj bi morali nekaj na novo odkrivati, če že lahko neke ustaljene dobre prakse iz druge občine tudi mi potegnemo. Vedno je veliko prijetnega s koristnim, bom rekla. Torej, ob praznovanju ste lahko zadovoljni in seveda verjetno vabite vse občanke in občane in tudi druge, da vas obiščejo. Ja, tako res je. Zdaj vabljeni na vse dogodke v mesecu maju. Vsi občani so dobili na naslove svoje takšno zgibanko, kjer imajo noter za cel mesec maj razpored, kaj vse se v naši občini dogaja. Tudi drugi si lahko pogledate na spletnih straneh in res prisrčno dobrodošli, predvsem občani, da se udeležijo tudi slavnostne seje, ki ni samo za povabljene, ampak je za vse občane. Tako da vsi prisrčno vabljeni in tudi vsi drugi obiskovalci, zagotovo se bo pri nas za vsakega našlo nekaj. Hvala lepa in uspešno delo, pa lepo praznovanje vam želim. Hvala lepa tudi vam. Tudi vam, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, hvala za pozornost. Lepo se imejte še naprej.